tudi tebi kdaj tako zazdi, kot da zmaga ti iz rok polzi, da to življenje sama borba je. Se trudiš, a tvoj cilj ti beži. Povem naj ti tole, ta dirka, ta borba, se trudiš res preveč in za popolnost se ženeš, čarobno zamujaš, poseljubljen si v njem, zato zaživi, ker ljubljen si. Sprejmi, da te Bog je osvobodil, dovolj si dober, ker ljubi te. Ostani to, za kar on ustvaril te je, in živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Živi vedoč, da vreden si, da poznaš Boga, ki te drži. On z milostjo te poklical je, pogumno le zaživi v njej. Povem naj ti tole, da Bog vam veruje, ja, spremenil je vse. Ni več krivde, sramu, Bog odstranil je vse. Napisan dal je v srce, zato zaživi, ker ljubljen si. Sprejmi, da te Bog je osvobodil, dovolj si dober, ker ljubi te. Ostani to, za kar on ustvaril te je, in živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Stoj zdaj tako, kot da veš, da v njem si. Pokaži vsem, da vera ta tvoje srce je izpolnila, zato zaživi, ker ljubljen si. Dovolj si dober, ker ljubi te. Zato zaživi, ker ljubljen si. Sprejmi, da te Bog je osvobodil, dovolj si dober, ker ljubi te. Ostani to, za kar on ustvaril te je, in živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Stoj zdaj tako, kot da veš, da v njem si. Pokaži vsem, da vera ta tvoje srce je izpolnila. Živi tako, kot ljubljen si. Stoj zdaj tako, kot da veš, da v njem si. Pokaži vsem, da vera ta tvoje srce je izpolnila. Da ljubljen si. Kako slišati Božji glas? Ali nam Bog res govori? Kaj je Božja volja za človeštvo? Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje. Bog je na delu, pravi Božja beseda. V nas udejanja hotenja in deluje. Bog želi, da slišimo njegov glas, poznamo njegovo besedo, načrte, voljo. Sveto pismo nam zelo jasno govori, da Bog po svetem duhu deluje, govori tistim, ki so odprti njemu, njegovi besedi. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih. V teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po sinu. Njega je postavil za dediča vsega in po njem je tudi ustvaril
svetove. Bog skozi zgodovino človeštva govori na različne načine, uporablja svoje služabnike, kot so preroki in podobno. Toda najbolj jasen način je Bog spregovoril skozi svojega sina. Bog je človeštvo spregovoril skozi Jezusa na najbolj razumljiv človeški način, razumljiv človeški jezik. Kar je Jezus učil in deloval, je bilo direktno razodetje Boga. Kajti nisem prišel iz nebes, da bi uresničeval svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. Jezus je povedal, da je prišel uresničevati voljo svojega očeta, kateri ga je poslal. Če želimo spoznati, kaj je Božja volja, moramo poznati, kaj je učil Jezus. Tako lahko slišimo Božji glas in spoznavamo Božjo voljo za naše življenje. Mogoče boš rekel, ok, to me ne zanima. Mogoče res. Toda Bog ti potem odgovarja, ok, to je tvoja odločitev, ki jo spoštujem. Toda dejstvo je, da si zapremo vrata, da bi slišali Božji glas in spoznali, kaj ima Bog za naše življenje. Toda obstaja upanje. Bog ne obupa tako hitro nad nami. Kot smo že v uvodu prebrali, Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v nas hotenje in delovanje. Mogoče si razočaran nad Bogom zaradi različnih situacij v življenju in si že zdavnaj obupal, da Bog govori ali ima načrt za tvoje življenje. Verjamem, da ti Bog danes ponovno govori in ponuja novo priložnost, da slišiš njegov glas in spoznaš njegovo voljo. Poglejmo eno od sporočil, ki nam jih razodeva Sveto pismo. Vse pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo. Pismo je navdihnjeno od Boga, pravi Božja beseda. Glavni avtor Svetega pisma je sam Bog, ki je navdihnil ljudi skozi različna časovna obdobja, kaj je Božja volja za človeštvo. Sveto pismo nam koristi za poučevanje. Ponuja nam največjo znanje o človeškem življenju, smislu, namenu, problemih, s katerimi se soočamo v življenju. Sveto pismo nas svari pred nevarnostmi našega življenja. Nažalost, mnogi vidijo v Božji besedi samo zapovedi in mislijo, da nas omejujejo in kradejo svobodo. V bistvu je popolnoma nasprotno. Želijo nas zaščititi, obvarovati pred nevarnostmi, da ne bi izgubili svobode. Sveto pismo nam je dano, da bi postali pravičnejši ljudje, popolni ali zrelejši, da bi lahko delali dobre, prave odločitve za življenje. Je to kaj slabega? Ne. Kot sem že omenil, če si obupan nad Bogom ali celo nad svojim življenjem, daj Bogu novo možnost, priložnost, da vpliva svojo besedo na tvoje življenje, da te ščiti in usmerja v pravo smer. Ali želiš slišati Božji glas? Ali želiš slišati Božjo voljo za svoje življenje? Volja mojega očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda sina in veruje vanj, večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan, pravi Jezus.
Božja volja za naše življenje je večno življenje. Naš kaj hitro odreagira, pa saj vsi umrejo. Kakšno večno življenje. Ja, res je. To je kar lahko šok za nas, da vsi nekje globoko imamo v svojem srcu željo, da ne bi umrli, ampak večno živeli. Verujem, da nam je to željo dal stvarnik in ne evolucija. In da je to eden od razlogov, da smo ustvarjeni za večnost. Sveto pismo nam govori o tem, da dela vse ob svojem času. Tudi večnost nam je položil v svoje srce. Res je, ni to tako lahko sprejeti, dojeti, razumeti Božji načrt. Tudi moramo se zavedati, da imamo opravka z Bogom. Če hočete, s popolnim umom, ki je nad nami, in če bi lahko takoj vse razumeli in sprejeli, on ne bi bil več Bog. Božja beseda nam govori, s kom imamo opravka. O globočina Božjega bogastva in modrosti in spoznanja, kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota. Kdo je namreč spoznal Gospodov ali kdo mu je bil za svetovalca, ali kdo mu je prej kaj dal, da bi mu moral dati povračilo. Kajti iz njega, po njem in zanje vse, njemu slava na veke. Amen. Govore za človeka o nedoumljivem in neizsledljivem Bogu. Človek ne more spoznati njegovega volje, razen, če se mu on sam razodene in spregovori. Zato je Jezus prišel razodeti Boga. Zato imamo njegovo besedo, ki nam govori o Božjem načrtu. Ali danes slišiš njegov glas skozi Božjo besedo? Ali želiš odgovoriti na njegov glas? Lahko molimo. Bog, hvala ti za tvoj načrt. Hvala ti, da želiš govoriti mojemu življenju. Prosim te, pomagaj mi, da razumem tvoje besedo. Odpri mi duhovne oči, da spregledam, da nisem gola slučajnost, ampak želiš voditi, spreminjati in oblikovati moje življenje, da želiš iz njega napraviti nekaj najboljšega. Amen. Božji blagoslov in blagoslovljeno nedeljo vam želim.